En lep pozdrav vsem skupaj. Zelo dolg naslov ima ta preiskovalna komisija, ampak ga moram v celoti prebrati, zaradi tega bo na začetku malo utrujajoče. Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti neupletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo Državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v tako imenovani aferi Patria. V nadaljevanju preiskovalna komisija je na prvem nadaljevanju prve seje, ki se je začela v petek 17.12., nadaljevanje pa je bilo danes, na podlagi 6. člena zakona o parlamentarni preiskavi, sprejela dokazni sklep, ki pomeni v bistvu začetek parlamentarne preiskave, temelj, na katerem lahko začnemo delati naprej, v okviru katerega bomo izvajali dokaze z vpogledom v posamezna gradiva in listine ter z zaslišanjem prič. Dokazni sklep po vsebini sledi odredbi o odreditvi parlamentarne preiskave, ki jo je odredil Državni zbor že na seji 24. septembra letos in ki naj po odredbi Državnega zbora ugotovi. Ti poudarki iz odredbe so navedeni v 14 točkah in dovolite mi, da jih preberem, zaradi tega, ker sem dobil občutek, da celo nekateri moji kolegi v komisiji ne vedo, kaj je predmet te parlamentarne preiskave. Torej, namen te parlamentarne preiskave in naša naloga je, da ugotovimo prvič, ali je bila Komisija za preprečevanje korupcije, tako imenovana Kosova komisija, interesno središče in informacijska pisarna gospodarskih družb, ki so izgubile javni razpis nakupa oklepnikov 8x8. Drugič, ali so osebe, pretežno v interesni sferi liberalne demokracije Slovenije in socialnih demokratov, od posla pričakovali ali dobile politične ali gospodarske koristi. Tretjič, ali so posamezni nosilci javnih funkcij ovirali in preprečevali izvedbo transparentnega javnega razpisa za nakup oklepnikov 8x8 in z neresnicami, polresnicami in montiranimi zgodbami vplivali na javno mnenje, da bi na parlamentarnih volitvah dosegli politične spremembe, s katerimi bi si zagotovili politično večino, ki bi jim omogočila sestavo nove vlade in poplačilo koristi zaradi izgubljenega posla. Četrtič, ali držijo navedbe, da je Patria začela s pripravami za pridobivanje posla za kolesnike 8x8 v Sloveniji že leta 2003? In ali držijo nekatere dokumentirane navedbe, da je imela Patria pred spremembo vlade leta 2004 v narekovaju že pokrita dva ključna politika v Sloveniji, v Republiki Sloveniji, tedanjega predsednika vlade Republike Slovenije gospoda Antona Ropa in tedanjega predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška in da Patria ni mogla priti v kontakt s predsednikom vlade Republike Slovenije gospodom Janezom Janšo. Petič. Ali je vlada predsednika LDS, takratnega predsednika LDS, magistra Antona Ropa, članu LDS gospodu Zdenku Pavčku brez javnega razpisa omogočila zelo ugoden nakup državnega deleža v podjetju Sistemska tehnika. To je podjetje, ki je imelo licenco za 8x8 in je bilo z tega vidika seveda izjemno pomembno. In zaradi tega točka 6. Ali je vlada predsednika LDS magistra Antona Ropa leta 2004 podpisala pismo nameri s članom LDS gospodom Zdenkom Pavčkom z namenom, da se Slovenski vojski onemogoči izbor optimalnih oborožitvenih sistemov izmed več proizvajalcev oziroma ponudnikov in da se posel brez javnega razpisa zagotovi lastniku Sistemske tehnike. 7. Ali ima nenavadna poslovna praksa v Sloveniji, katero je omenjal predstavnik Patrije gospod Jorma Vitakorpi, ko so o nabavah orožja in vojaške opreme odločali predsedniki vlad in predsedniki republike in nevojaški strokovnjaki
in ki je bila očitno močno prisotna pred letom 2004 ter bila verjetno uporabljena pri vseh nabavah vojaške opreme pred letom 2004, ali ima torej ta nenavadna praksa tudi znake koruptivnega, torej kaznivega dejanja. 8. Ali so bili gospodarsko-politični akteri afere Patria, ki niso uspeli na javnem mednarodnem razpisu za izbor 8 kolesnikov za Slovensko vojsko, interesno in kapitalsko medsebojno povezani z namenom protipravne pridobitve posla. 9. Ali je predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, gospod Drago Kos, slovensko in tujo javnost zavajal z navedbami in dajanjem vtisa, da se je iz obravnave primera Patria zaradi konflikta interesov izločil. 10. Ali je bil v konfliktu interesov nekdanji poslanec Socialnih demokratov in kasnejši generalni sekretar vlade gospoda Boruta Pahorja ter predsednik parlamentarne preiskovalne komisije gospod Milan M. Cvikl. 11. Kakšne so bile politične, sorodstvene in druge povezave predsednika preiskovalne komisije z osebami, ki so bili lastniki sistemske tehnike ali pa so zastopali interese sistemske tehnike? Zakaj je bila za izvedenca preiskovalne komisije imenovana oseba, ki je bila prav tako v konfliktu interesov? 12. Ali je takratni predsednik Komisije za preprečevanje korupcije gospod Drago Kos, kljub izraženemu zavedanju konfliktu interesov zaradi sodelovanja svojega brata v sistemski tehniki na ta konflikt opozoril tuje preiskovalce afere in ali so bili tuji preiskovalci izvedeni? 13. Kako je konflikt interesov vplival na potek preiskave in ali je navajanje neresničnih podatkov tujim preiskovalcem imelo za posledico izvajanje manj učinkovite, dražje in dolgotrajnejše preiskave, kot bi lahko bila, ter kakšna subjektivna krivda posameznih nosilcev javnih funkcij je pri tem nastala? In 14. Razloge, zakaj predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, takratni predsednik gospod Drago Kos, ni želel poročati komisiji po zakonu o preprečevanju korupcije o vpletenosti v primer Patria in zakaj ni želel dopolniti poročila o delu komisije oziroma o njegovem delu za leto 2008 v tem delu. Nekateri novinari ste mi pred to tiskovno konferenco pokazali en predlog dokaznega sklepa, pod katerim so se podpisali Tadej Slapnik iz poslanske skupine Zares, Dušan Kumer iz poslanske skupine Socialnih demokratov in Anton Anderlič iz poslanske skupine LDS. V tem dokaznem sklepu naj bi bil jaz in moj namestnik Robert Hrovat navedena med prvimi, ki bi jih bilo potrebno kot priča zaslišati v postopku te parlamentarne preiskovalne komisije. Naj povem, da Zvone Černač in Robert Hrovat seveda nimata kaj povedati v tej preiskavi, ker nimava s tem primerom, ki ga obravnava ta parlamentarna preiskava, popolnoma nič. Ta predlog je seveda tudi v nasprotju s 3. odstavkom 6. člena zakona o parlamentarni preiskavi, ki zelo jasno določa, da morajo biti vsi dokazi povezani z predmetom parlamentarne preiskave, torej za utemeljitev tega predloga ni zakonske podlage. Jaz do tega trenutka nisem seznanjen, da so gospodje iz poslanskih skupin Socialnih demokratov, LDS-a in Zaresa ta predlog tudi formalno vložili. Vkolikor pa bo ta predlog na podlagi 12. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi tudi uradno vložen, se moram seveda jaz sam kot predsednik te komisije in moj namestnik izločiti iz dela te preiskovalne komisije. O tem je potrebno obvestiti Državni zbor, ki mora opraviti postopek nadomestnih imenovanj. In do takrat vodi delo te preiskovalne komisije podpredsednik, to pa je gospod Dušan Kumer. Vkolikor bo do tega prišlo, gre seveda za zelo grobo nasilno zlorabo zakona in poslovnika. Gre za pobalinsko dejanje, nevredno tega Državnega zbora, ker ni seveda z ničemer utemeljeno. Edini namen tega predloga je,
Na eni strani oviranje parlamentarne preiskave in onemogočanje njenega učinkovitega dela, ker bo treba kar nekaj časa, da se bodo ti postopki speljali. In na drugi strani izločitev ene politične stranke, ki je bila med predlagatelji te parlamentarne preiskave, tako jaz kot kolega Hrovat pripadava poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. V takem primeru ne bo torej nobenega predstavnika Slovenske demokratske stranke v tej parlamentarni preiskovalni komisiji, kljub temu, da je to preiskavo ta stranka zahtevala. Utemeljitve, da je predlog za izločitev podan zaradi tega, ker sva sodelovala v preiskovalni komisiji v prejšnjem mandatu, ki je preiskovala nakupe orožja v preteklosti, tako imenovana preiskovalka 6x6, ne pije vode, ker je v tej preiskovalni komisiji sodeloval tudi gospod Anton Anderlič in bi po tej logiki moral biti tudi on izločen oziroma predlagan kot priča. Poleg tega je še kar nekaj predlogov v tem dokumentu, ki so predlagani kot dokaz. In sicer je predlagana dokumentacija sodnega postopka, ki ga v zadevi Patria vodi tožilka Branka Zobec-Hrastar, s čimer pa predlagatelji iz poslanskih skupin Socialnih demokratov, Zaresa in LDS-a počnejo tisto, kar so očitali nam. Mi smo ves čas poudarjali, da ne želimo vplivati na delo konkretnih postopkov in smo se ves čas izogibali poseganju v te postopke, sedaj pa očitno želijo z to dokumentacijo, ki jo predlagajo, pridobitev katere predlagajo, voditi dva vzporedna postopka, ki med sebojno nista v ničemer povezana. Tam veste, da gre za neko obtožbo, kot sem jo jaz poimenoval, da je zemlja ravna, ker govori o tem, da ne bi bil nekdo osumljen za sum storitve kaznivega dejanja, mislim, da sprejemanje daril, zaradi tega, ker ne bi na neugotovljenem kraju, na neugotovljen način, neugotovljenega dne in od neugotovljene oziroma neznane osebe to obljubo prejel. Tukaj v primeru parlamentarne preiskovalne komisije pa gre za preiskavo spornih nabav pred letom 2004 v povezavi z tem, da so tisti, ki so pri teh spornih nabavah, ki so potekale brez kakršnih koli tenderjev, javnih razpisov ali celo primerjave cen, želeli te posle obdržati na podlagi znanega pisma o nabiri Grizold Pavček iz leta 2004 tudi pri 8-kolesnikih. Za ta del gre in na drugi strani, koliko je to, da so se te interesne sfere prelomile, kar je storil takratni obrambni minister gospod Erjavec, ko je objavil mednarodni tender in javni razpis, koliko so te razmere vplivale na to, da se je potem tudi neka preiskava, ki je potekala okrog določenih ozadij pri teh nabavah, usmerila v napačno smer in proti tistim, ki v tej zadevi niso vpleteni. Torej, jaz moram reči, da me ta panična reakcija poslanskih skupin Socialnih demokratov, gospoda Kumra, gospoda Slapnika iz Zaresa in Toneta Antoliča iz LDS-a na nek način tudi preseneča. Gre za namerno oviranje dela te preiskovalne komisije že na njenem začetku, tudi z zlorabo procedure. So pa gospodje iz Socialnih demokratov, Zaresa in LDS-a s tem nekako pokazali nase, dokaj jasno pokazali nase in na njihovo politično ozadje v tej aferi Patria in tudi na to, da je ta preiskava dejansko za njih izredno obremenjujoča in moteča. Hvala lepa.